ko sem pozvonil tam na ta zvonc, ko sem rekel privat žurko z bejbami. Veš kaj mislim, da ti ne razlagam. Dobro jutro. Jaz pa na pol električen greva v Ljubljano, ker naj čaka zelo busy dan. Opa, si skoraj padel? Ne, vsi kovanci žepa in to zasedeš, pa ne no. Jaz sem v ta avto čist premalo časa, da bi mu lahko posvetil malo več pozornosti in da bi naredil neke take konkretno sladko-kisle, ampak čist nič mi pa ne preprečuje, da ne bi v njem povedal tisto, kar že vem, pa par stvari, ki sem se jih zdaj naučil. Kar se pogonskega sklopa tiče, je zadeva precej preprosta. Sprednja kolesa poganja 1,5 litrski trivaljnik s 100 kW. Zadnja kolesa se morajo pokvarjati s 65 kW, ki jih servira elektromotor. In kar se samih zmogljivosti tiče, je to čisto dovolj, da ta avto zlahka pospešiš do 100 v manj kot 7 sekundah, ampak pri tem avto zmogljivosti niso toliko pomembne, koliko je pomembna njegova učinkovitost. Zdaj na tem področju se ti pa lahko zlahka odpreta dva svetova. En je zelo potraten, en je pa ekstremno varčen. S potratnostjo je pa zdaj tako najlažje povedati na takšen način. Ta avto ni narejen za avtoceste, ker tukaj elektrika praktično ne pride do izraza in zato je poraba, tako kot je bila pri meni, ker sem se res veliko po avtocesti vozil, mimogrede 8 litrska ali pa še višja. Zelo dobro se pa spomnim, da je bilo testno povprečje na Siolu že lep čas nazaj 3,9 litra na 100 km. Kar se pa baterije tiče, da jo napolniš doma, traja okrog 3 ure. Pa še ena stvar, ki mi ni bila niti malo všeč, ta avto ima 36 litrski rezervoar. A veš, ko se ti voziš po mestu, to ni noben problem, ne? Razdalje so kratke, nucaš velike elektrike, če si pa na avtocesti, stari moj, pogre pa cagar, ker se pa samega dosega tiče, BMW obljublja, da gre za 40 km, v resnici je pa bolj za 30. Kar se pa cene tiče, pa tako da te mimogrede lahko narediti vrže, ne? Tale avto, torej hibrid, v osnovi stane malo manj kot 37 jurjev. Ta testen, ki ga jaz pelem, je pa, ja, malo čez 50. Evo BMW-ja vrnil, zdaj bom kakšno urco, mogoče 2 brez avta, tako da pičim s taksijem na en sestanek na Mercedes, pa naprej. V bistvu bi počali že caj, da jaz začnem sket sabo nositi, a? Damir, povej ti eno zgodbo, no? Ja, kaj da ti rečem, vzel se 2:30 tam po vodovodni cesti in na ograji gor, tako da ti rečemo, da je ograja 2 metra visoka, sedi tip in ga gledam, nekjer nobenega ga gledam in pade nazaj v rekord, se je zaspal na ograji in si razbije glavo. Z glave ven kri začne špricati. Eto, če ne bilo nobenega tam, jaz preden na njega pričam rešilca, zdržim v kri. Reši si ga? Dobesedno rešim, nobenega ne bi najdel. Oni so imeli pa parti noter v enem prostoru, zdravniki pa pravniki, pridajo oni ven pravniki. Ko sem pozvonil tam na ta zvonc, ko sem rekel privat žurko z bejbami. Veš kaj mislim, da ti ne razlagam. A dobro, zdaj anekdote so razne na avtu. Kaj ti rečem, da bej pa da Joško von zašalil. Šledke so ga žurale in ona prav ti pokažem Joške, pa ni treba plačati, ne so kaj pokaže. Ona mi pokaže, jaz pa njej lepo 3,50. Veš, to so to pravi patroni, taki, ki imajo zgodbe. Evo, zaključeno v Mercedesu, taksi je tukaj, gremo na Hyundai. Hvala. Srečno vožnjo. Ajde, čau. Evo, že vidim, kjer se je zablisko. Tale, daj. Lejka ima stolčke na elektriko. Tišina. Boš kam še naredil? Tole. To je pa hitro, stari. Če mene vprašaš, je tole vse 2 kvadratna metra šipe. Kaj misliš? Pa veš, kjera stvar mi zdaj že kar takoj prav prije. Dejstvo, da je tale avto malo dvignen, zato ker sem se zapeljal na eno hudo makedansko pot z ogromno. Poglej, se ti malo po tleh padel. Hotel sem reči, da mi takoj prav prije, da je ta avto malo dvignen, zato ker sem na eni res razmahani poti, zato ker me malo lulat, pa se moram nekam skriti. Bomo ter minutah, kako si nizko padel, vlog dajaš, kako scat hodeš, akva. Če me pa lula! Veš, jaz verjamem, da sem v manjšini, ampak sem trdno prepričan, da vsak terenc ali pa SUV še malo bolj zgleda, če ima kakšno blatno kapljico gor. No, zdaj grem pa malo točiti, zato ker se veš, neprescan že ne moreš voziti. Pa leto prvič letos vidim zvončke, a ni to lepo? Stari, tale avto, ko ga bom pa zdajle pokazal, ne vem, no, dajmo tako reči, da v Sloveniji ne vem, če jih je 5. SQP in to AMG. Zdaj pa 2 stvari, ena pozitivna pa ena negativna. Pozitivna je gotovo to, da je to en hudičo dober avto. Ziher en najboljših kupejev, kar sem jih kdaj pelil. Negativna pa, mislim, le kje je parkiran, no, da se ti zabavaš. Pač, če ni park placa, ne, ga pa butim direkt pred vhod. Kva pa češ? A ni tako, da s tem pa čisto tisto pokvariš? Pa le koga sem srečal, Amadeja, boš kaj povedal? Komotar, minuta je zakon. Hvala. Ajde, stari. Čau. No, tako jaz pa korejski orjak sva doma. Za prihodne dni imam čas, da ga še malo mažem, pa seveda zatem tudi spucam, zato ker se tako spodob. Pa konec koncev seveda tudi, da spustim eno porcijo sladko-kislih. To se mejte, se vidimo.
A ni fajn biti doma še po dnevu. To meni nekaj najlepšega. Lažji vrata najdem. You're so funny.